Kids TV. Dober večer, otroci. Diana bom spet brala. Ste že radovedni, katero knjigo sem tokrat izbrala? Olga nam bo družbo delala, po svetu se bo spretno gibala in nas v lahek sen zazibala. Pravljica o kravi Olgi. Bilo je lepo majsko jutro. Krave so se navdušeno pasle, naenkrat pa je Olga dvignila glavo. Z otožnimi očmi se je ozrla po sveže zelenem travniku okrog sebe, posutem z marjeticami. Onstran ograde so bili spet zeleni travniki in potem še in še, vse do obzorja. Sama trava, povsod sama trava. Olga je stegnila vrat proti nebu in nadolgo zamukala. Mu, nočem več jesti trave. Kaj naj to pomeni? Je zabrenčal neki glas. Trava je zate pač najboljša, kar je. Že mogoče, ampak jaz bi rada jedla še kaj drugega, je kujavo rekla Olga. Krava je stresla z glavo, da bi pregnala muho, toda ta se ni dala. Vidim, da me nočeš poslušati, je rekla. No prav, potem bom pa ostala s tabo in poskrbela, da ne boš delala neumnosti. Daj no, muha, pusti to kravo pri miru, je rekel pes. Kaj pa je to hudega, če hoče poskusiti mojo kost? Pa to je vendar smešno, je zabrenčala muha zelo nejevoljno. Kost je za kravo pretrda. In v resnici je Olga zelo hitro odnehala. Sej sem rekla, je zmagoslavno rekla muha. Krave nimajo zob, zato ne morejo jesti drugega kot travo. No, kočnike že imam, jo je popravila Olga in se odmaknila. In 4 želodce imam. Ti česa takega ne moreš reči. Odpravila se je k studencu. O, muha, je zaklicala žaba, ko je zagledala žuželko na Olginem ušesu in je pogoltno stegnila jezik. Ti ješ muhe? Se je začudila Olga. To je pa zanimivo. Meni gre prav zdaj ena zelo na živce. To ti pa prepovedujem, je siknil besen glasek. Če boš kaj poskusila, te pičim. Škoda, je rekla Olga in odšla. Olga je obstala pred ogrado. Kmalu bo pripeljal mimo vlak ob 15:30. Kam neki lahko pelje vlak v tem svetu, preraslem s travo, je zamrmrala. Muha je bruhnila v smeh. Svet ni noben travnik, poln je vročih puščav, neskončno modrih morij, s snegom pokritih gora. Hej, kaj te je pa prijelo? Si nora ali kaj? Olga pravzaprav ni bila tako nora. Naredila je samo nekaj, kar bi si lepega dne zaželela narediti prav vsaka krava. Ko je bila na vlaku, je pomahala s kopitom in prijateljice so gledale za njo in čisto rahlo jih je ščipala nevoščljivost. Tako se je Olga odpravila na potovanje. Vozila se je z vlakom, pešačila, celo z volovsko vprego se je peljala. Muha ni lagala, svet je bil res ogromen, vendar ni povedala vsega. Olga je kmalu odkrila, da je tudi naseljen z najrazličnejšimi živalmi, zelo drugačnimi od krav. To je medved, je zašepetala muha. Poglej ga, ribe lovi. Medved je lopnil s taco po vodi in potegnil ven srebrnkasto ribo. Olga je stisnila nosnice, vonj je bil strašansko močen. Nočeš poskusiti? Je posmehljivo rekla muha. Raje bi poskusila tole, je rekla Olga in se stegnila proti spodnjim vejam smreke. Ampak na vejicah so bile ostre iglice. Mu, se je pritožila Olga, greva od tod. Muha je že lahko govorila, ampak svet je bil zelo zelen in veliko živali se je prehranjevalo s travo, listjem in mladimi vejicami. Panda recimo je jedel bambus, ampak to je v bistvu enako, zeleno, pusto, nedoločno sladko. Kakšno pomanjkanje domišljije, je ponavljala Olga. Muha ji je v uho brenčala svoj zoprni refren. Ja, sem ti lepo rekla, da ostani doma, ampak ti me sploh ne poslušaš. Olga se je delala, kot da je ne sliši. Olga je odplula čez ocean. Muha, ki je imela morsko bolezen, je ves čas stokala. Vsega tega si ti kriva, je govorila. Če bi me poslušala, ne bi bili zdaj tukaj. Njeno brenčanje je bilo kot tiha glasba in Olgi se je začelo dremati. Nenadoma pa je skozi valove zarezala ošiljena plavut in potem še ena.
V teh vodah je bilo veliko morskih psov. Nekega dne pa je končno doživela spodbudno srečanje. Lama je, morda zaradi svojega dolgega vratu, na vse gledala z gnusom. Tudi ona je jedla travo, vendar z odporom. To se je dobro videlo. Dolgo je prežvekovala, kot da se ne more odločiti, da bi jo pogoltnila. Včasih je napihnila lica, našobila ustnice in brizgnila predse dolg curek sline. Lejo, neotesanko, se je ujezila muha in skočila korak nazaj. Meni se zdi imenitna, je rekla Olga. Ko je Olga pristala v Afriki, je povzročila pravo senzacijo. Tamkajšnje krave niso potovale z baloni, predvsem pa niso bile tako obilne. Kako se prehranjujete? So spraševali noji. No, do zdaj sem jedla predvsem travo, ampak to mi ni več všeč. Na kratko povedano, zagabila se mi je. Škoda, pa tako dobro vam je uspevalo, so zakokodakali noji in se suvali s komolci. Olga, vsa presenečena, jih je natančneje pogledala. Kakšni čudni ptiči. Olga ni vedela, kaj jejo, ampak karkoli je že bilo, gotovo ni bilo dobro za njihovo zdravje. Ni se več ukvarjala z njimi. Od dneva, ko je zapustila domači travnik, je Olga videla marsikaj, ampak bolj kot vse drugo jo je prevzela puščava. Niti ene travice, niti enega drevesa, fantastično! Srečo imate, da živite tukaj, je rekla kamelam. Se vam zdi? Je odgovorila ena izmed njih. Tu ni kaj jesti, ni kaj piti, vse moramo nositi s seboj v grbah. Olga si je popivnala čelo. V puščavi je bilo zelo vroče, niti muha ni imela več moči za brenčanje. Ampak to ni trajalo dolgo. Njena napadalnost se je kmalu vrnila in spet je začela robantiti, se posmehovati in pritoževati, kakor že celo potovanje. Utrujaš me, je rekla Olga. Kaj, ko bi malo pihala, namesto da govoriš? Sama je na vso moč pihala v jadro. Barka je zavila v desno in se usmerila v majhno reko. Tu je pa lepo, je pripomnila Olga. Poglej, spominja me na domače kraje. Domače kraje? O, boga moja, Olga. Prepluli sva oceane, preplezali gore, prepotovali puščave in sklenili krog, je rekla Olga. Poslušaj, kaj ni to, kar slišiva iz daljave, najin dobri stari vlak. Na travniku so njun prihod opazovali krave, pas in žaba. Nikoli si ne bi mislila, da bom lepega dne tako vesela, da te vidim, je rekla muha žabi. In je stari sovražnici podarila klobuček iz rdeče svile, ki ga je prinesla s seboj za spomin. Pa sta šli res prav v puščavo? Je vprašala žaba. Ja, res, je rekla muha. Na srečo sem našla pot, da sva se lahko vrnili domov, je dodala s tišjim glasom. Pa to sploh ni bilo potrebno. Olga je ni poslušala, ker je že stala pri ogradi in čakala na vlak ob 15:30. Krava Olga rada potuje in že načrte za nove podvige kuje. Vi pa hitro oči zaprite, v sladke sanje se potopite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.